Najprej za uvod povem to, da so bili vsi ti zakoni spremenjeni na osnovi zbiranja pripomb, ki so se tako v prejšnjem mandatu kot zdaj v tem mandatu pridobivale strani vseh udeležencev, ki jih tangirajo posamezni zakoni, tako da v tem primeru gre za pobude in predloge, ki so prihajale strani tako imenovane stroke, in v to stroko štejemo tudi predstavnike lokalnih skupnosti, predstavnike strani upravnih enot, inženirske zbornice, arhitekturne zbornice in vseh ostalih subjektov, ki jih ta zakonodaja dejansko tangira, in na osnovi teh pobud, predlogov in težav, ki so jih imeli posamezni uporabniki s postopki, so tudi te spremembe po hitrem postopku bile uveljavljene. Zakaj nujni postopek oziroma skrajšani postopek v določenih primerih? Ravno zaradi tega, da se posamezne, predvsem birokratske ovire v sprejemanju posameznih dokumentov čim hitreje odpravijo, s tem omogoči tudi hitrejši razvoj na posameznih področjih. Tako da smo na področju prostora sprejeli 3 pomembne novele zakonov: Zakon o graditvi objektov, Zakon o prostorskem načrtovanju in spremembo Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor. Če se dotakne Zakona o graditvi objektov, so ključne stvari, da se ukinja obvezna pridobitev projektnih pogojev, uveljavlja se striktno načelo molka organa, to pomeni, da ni izigravanja v teh primerih, določajo se krajši roki za izdajo projektnih pogojev, ukinja se obveznost razpisa ustne obravnave, dovoljuje se gradnja samozadostnih oziroma samooskrbnih objektov, tako kot je trend tudi v Evropski uniji, poenostavi se postopke pri vzdrževanjih objektov in se tudi natančneje definira vzdrževalna dela, in pa odpravlja se za enostanovanjske stavbe obvezna izdaja uporabnega dovoljenja, prepušča se le v primerih, če investitor to izrecno zahteva. Pri Zakonu o prostorskem načrtovanju se predvsem skrajšuje in poenostavlja postopke za sprejem občinskih podrobnih načrtov in občinskih podrobnejših prostorskih načrtov, se pravi OPN-ju in OPPN-ju. Vsi vemo, da je od leta 2007 in 2008, ko je nova zakonodaja stopila v veljavo, praktično do tega trenutka sprejetih, mislim, da 20 občinskih prostorskih načrtov, kar pomeni, da je velika večina še v fazi sprejemanja teh dokumentov, in z določenimi spremembami poskušamo pospešiti to sprejemanje. Zaradi večje fleksibilnosti je omogočena sprememba podrobnejše namenske rabe tudi z podrobnejšim prostorskim načrtom, brez poprečne spremembe OPN-ja. Tudi to je v kontekstu hitrejšega razreševanja posameznih problemov. In zakon, ključna zadeva je, da zakon omogoča manjše širitve območij stavbnih zemljišč za namen gradnje posamičnega objekta z seveda sklepom občinskega sveta. Ponovno se uzakonja tudi državni prostorski red in njihove smernice. Naprejšnja priprava splošnih smernic, ki so vezane na bolj logične oziroma zaključene prostorske enote, se uvaja, in spremembami se omogoča tudi gradnja na zemljiščih, ki niso komunalno opremljena, kadar investitor, kolikor so izpolnjeni določeni pogoji, zagotovi samooskrbo objekta s posamezno vrsto komunalne opreme. Tretji zakon je Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor, ki je bil v lanskem letu sprejet. Gre se za to, da se nekatere postopke bolje umesti, gre za optimizacijo seznama nosilcev urejanja prostora, gre za združevanje potrebne dokumentacije v izogib podvajanja in nejasnosti, gre za možnost sočasne obravnave okoljskega poročila s strani varstvenih nosilcev urejanja prostora ter javnosti in občin v času javne razgrnitve osnutka, povečanje predvsem odgovornosti in zahteve po aktivnejšem sodelovanju državnih nosilcev urejanja prostora, kar je najbolj pomembno, in uvaja se poenotenje pristojnosti koordinatorja, pobudnika, investitorja in izdelovalca v fazah proučevanja smernic nosilcev urejanja prostora. To so ključni zakoni na tem prostorskem delu. Kot sem rekel, so bile te spremembe v glavnem
posledica pripomb, ki so jih posamezni uporabniki te zakonodaje v dosedanjem času posredovali na ministrstvo. Drugi sklop, ki tudi pomeni precejšnjo olajšanje za uporabnike, je zakon o prevozih v cestnem prometu. Gre za predvsem subvencioniranje prevozov dijakov in študentov, ki je sedaj umeščeno v okvir enega ministrstva in s tem se tudi izboljša ukrepanje na tem področju. Vzpostavlja se enotna vozovnica, ki bo nastopila že v jesenskem času in zato je bil tudi potreben ta nujni postopek. Določa se ugodnejši in cenovno dostopnejši sistem subvencioniranja prevoza dijakov in študentov. To je bil ključni del tega zakona o prevozih v cestnem prometu. Spreminjali smo tudi zakon o pravilih cestnega prometa, kjer se znižujejo globe za blažje prometne prekrške, ki nimajo pomembnega vpliva na prometno varnost in s tem se na nek način tudi izenačujemo s primerljivimi državami v Evropski uniji. Blažje se sankcionirajo tudi prekrški pravnih oseb, samostojnih podjetnikov, posameznikov in tudi posameznikov, ki samostojno opravljajo dejavnost ter njihovih odgovornih oseb, kjer so bile nekatere kazni zelo rigorozne. Ne spreminjamo pa v nobenem primeru kazni, ki so namenjene hudim kršitvam in tistim kršitvam, ki pomenijo ogrožanje varnosti v prometu. Spreminjamo tudi člen, ki ureja vožnjo cestnega turističnega vlaka na način, da se vožnja dovoli tudi na cestah, na katerih je najvišja dovoljena hitrost 90 km/h. To so imeli probleme predvsem turistične občine. No in tretji zakon, ki tudi gre v smeri razreševanja zatečenih težav, je zakon o rudarstvu, kjer vemo, da se pojavlja težava z podaljševanjem obstoječih koncesij za koriščenje mineralnih snovi, tako da smo s to novelo razrešili situacijo za tiste uporabnike, ki se jim rudarska pravica v obstoječi zakonodaji ni mogla podaljšati in s to novelo rešujemo tudi te vmesne primere. Seveda pa velja, da za vso to zakonodajo, ki je bila sedaj sprejeta, se pripravljajo celostne rešitve, tako za prostorski del, kot tudi za prometne zakone, predvsem pa se zakon o rudarstvu pripravlja za obravnavo že v jesenskem času.